Dober dan in lepo pozdravljeni v tokratnem delovem podcastu o politiki. Moje ime je Suzana Kos, kolegico Barbaro Eržen pa sva v studio naše medijske hiše tokrat povabili gospoda Igorja Zorčiča, odvetnika, nekdanjega politika, od 1. februarja pa tudi direktorja službe Državne volilne komisije. Najlepša hvala, da ste prišli. Kot je rekla Suzana, prejšnji teden so vas člani Državne volilne komisije imenovali za novega direktorja službe. In to soglasno? To soglasno, torej cel spekter politike pravzaprav lahko rečemo. Kaj to pomeni, da ste zdaj dokončno izstopili iz politike? Ja, dober dan tudi z moje strani. Zdaj, jaz bi tako rekel, iz politike nisem stopil danes, mislim, da lahko rečem, da sem izstopil pravzaprav že z odločitvijo, da se ne grem volitev in da ne bom kandidiral na državnozborskih volitvah leta 2022. Seveda sem še vedno občinski svetnik v občini Brežice, ampak vendarle lokalna politika ni primerljiva z državno in če govorim o tem, ali je nekdo šel iz politike, mislim, da je glavni pokazatelj vendarle to, ali je udeležen na državnem nivoju v okviru strank, sploh tistih, ki delujejo na parlamentarnem parketu. Dajmo najprej razčistiti, kaj je zdaj s to vašo lokalno listo Igorja Zorčiča, ker to so vam očitali tudi po imenovanju, a ne? Dobro, neki očitki na nekih družbenih omrežjih so padli v smeri, da naj bi to izkazovalo morda mojo pristranost pri delu direktorja službe Državne volilne komisije. Jaz sem še vedno občinski svetnik, lista, na kateri sem kandidiral, ima 7 svetnikov v 30-članskem občinskem svetu. Lista se imenuje po meni, torej lista Igorja Zorčiča, in jaz sem organom te liste že sporočil, da odstopam kot predsednik liste in da tudi predlagam, da se preimenuje oziroma da umikam soglasje, da se imenuje po meni. No, ampak dvakrat ste zdaj poudarjali, da ste še svetnik. Tako je, še sem svetnik. Kaj to pomeni, da boste ostali tudi svetnik? O tem se bom posvetoval z Državno volilno komisijo. Pa mislite, da vas bo vaše preteklo politično delovanje oviral pri izvajanju direktorske funkcije? Pa zdaj ne mislim, da bi konkretno vplivalo, ampak tudi recimo sedanji direktor Dušan Vučko se je večkrat moral nekako braniti oziroma pojasnjevati svojo funkcijo v LDS. Jaz mislim, da je to odvisno seveda od primera do primera. Na pavšalne očitke je pač nemogoče odgovoriti. Od primera do primera s tem mislim od volitev do volitev in seveda od opravil in funkcije, ki jo ima na konkretnih volitvah direktor službe Državne volilne komisije, in v smislu, ali je kakorkoli načel integriteto DVK-ja v smislu, da je neko stranko postavljal pred druge stranke oziroma da ni zagotavljal zakonitosti volilnih postopkov in enakopravne obravnave vseh, ki tekmujejo na volitvah. Jaz mislim, da tudi pri gospodu Vučku takšni očitki niso bili utemeljeni. Pač jaz ne poznam primera, ki bi bil konkretiziran na način, da bi nekdo rekel, pri teh volitvah si pa ravnal tako in tako, verjetno zaradi tega, ker imaš neko politično preteklost ali podobno. Dajmo mogoče še kakšno minuto se ustaviti pri tem, ko ste uvodoma že rekli, da ste izstopili iz politike pravzaprav takrat, ko ste se odločili, da ne boste kandidirali na državnozborskih volitvah. Kaj je botrovalo tistim odločitvam? Je kdo prekršil kakšen dogovor? Ste imeli vsega dovolj, kaj? Ne, zdaj, če bi želel, bom rekel, zelo konkretno odgovoriti, bi mogoče najprej pojasnil tiste okoliščine, ki so botrovale moje odločitvi. A boste začeli v stanovanju gospoda Andreja Ribiča in s tistim kakšnim sestankom, ali o tem ne želite govoriti? Ne. Gre za to, da pač ob koncu mandata prejšnjega sklica Državnega zbora je bilo v Državnem zboru ogromno strank, imeli smo nepovezano skupino, se pravi skupino nepovezanih poslancev
In meni se je zdelo, da je pač tista pot, ki jo moramo, če jo želimo nadaljevati v političnem smislu, edina prava takšna, ki je morda malo težja, to je, da se gre za ustanovitvijo nove stranke z spisanjem programa stranke, ki se mi zdi bistven za delovanje vsake stranke, ne pa da iščemo neke rešitve, ki so za vsakega posameznika najlažje in potem skočimo pač na prvi vlak, ki pride mimo in se peljemo z njim. Ne, to ste potem naredili, napisali ste program. Tako, ampak Ustanovili ste stranko Lide, v katerem pa ste pustili prostor, mislim, da je bilo za takrat za Truglavo vodstvo, ne? Tako, zaradi tega to ni bilo slučajno, to je bilo v skladu z predhodnimi dogovori, ampak na koncu se je pokazalo, da prihaja na obzorje neko gibanje v tistem trenutku, ki ima večjo, in naklonjenost mogoče medijev, večje zanimanje javnosti in je na koncu tudi rezultiralo, njihovo organiziranje nastop na volitvah v to, da marsikatera stranka, ki je bila do takrat v parlamentu, ni več prišla v parlament. Tako da se mi zdi povsem na mestu, v bistvu niti najmanj ne obžalujem, da smo se mi odločili, da ne gremo na volitve in moram reči, da je ta odločitev se tudi danes kaže kot pravilna. Se pravi, ni na mestu vprašanje, da vas vprašava, če vam je žal, da niste sprejeli kakšnega vabila, da bi vstopili kakšno drugo stranko. Ne? Ker ponujali so vam praktično vse, od izvoljivih okrajev do podpore na lokalnih volitvah za župana. Verjetno, če bi takrat sprejeli katero od teh ponudb, bi bili lahko danes na kakšnem drugem mestu. Morda, če bi mislil samo nase. Kaj ste hoteli s tem povedati? Tako sem povedal. Ena izmed pomembnih okoliščin tistega trenutka je bila, da je bila poslanska skupina nepovezanih poslancev sestavljena iz 4 članov, 4 poslancev in naši dogovori na začetku so potekali v smislu, da bomo šli svojo politično pot skupaj. Ampak potem so pač prevladali nekateri drugi premisleki in se je zgodilo tako, kot se je. No, 2 od teh vaših nekdanjih kolegov sta zdaj v poslanca Gibanja Svobode, ne? Se z njimi še kaj slišite? Ne. Ker smo zdaj ravno pri tem dogajanju pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, bi mogoče rekli še kaj o delovanju državnega zbora. Vi ste vodili državni zbor, mislim, da 2 leti, skušali so vas tudi odstaviti, Janševa koalicija, ki je to ni uspelo. Prepričana sem, da spremljate še vedno, tudi zaradi tega in ne glede na to, da vam ni žal, da ste izstopili iz politike, delovanje državnega zbora. Kaj menite o kozmičnem dežu? Dobro, zdaj res je, da smo bili v Sloveniji priča parim, redkim pojavom. Tudi v Brežicah pada kozmični dež. Ampak za kozmični dež nisem povsem prepričan. Bi pa rekel, da ta dogodek s kozmičnim dežem načenja zaupanje v način glasovanja v državnem zboru. Namreč tudi ta pojasnila, ki so prišla potem do javnosti kasneje, to je, da naj bi do napake prišlo zaradi tega, ker naj bi nekateri poslanci dvigovali in spuščali tiste kartice. Kaže na to, da v bistvu da je odgovoren za napako pri glasovanju človeški faktor. Če je res do tega prišlo, potem je to zloraba volilnega sistema v državnem zboru, mislim, ker verjetno v navodilih, kolikor se spomnim, ne piše, da se glasuje na način, da se tiste kartice dvigujejo in spuščajo, ampak jaz mislim, da je ta očitek prehud in da tudi do tega ni prišlo v resnici, pač pa bo verjetno na to morala odgovoriti nekdo, in to seveda javnosti, nekdo, ki je proizvajalec tega sistema. Se pravi, to je boljš, preverjen sistem. Jaz pravim, da je vodotesen konferenčni sistem, ki ga uporabljajo v številnih državah, v številnih parlamentih, v konferenčnih centrih. Jaz ne vidim razloga, da bi v konkretnem trenutku prišlo do neke napake. Kaj bi vi recimo storili, če bi vodili državni zbor zdaj? Kaj bi storili na mestu predsednice Urške Klakočar Zupančič? Jaz ne želim o tem govoriti, kaj bi naredil na mesto nje.
To je zelo nehvaležno. Tudi samo, ko sem bil na mestu predsednika državnega zbora, si nisem želel, da bi morda bivši predsedniki komentirali, kaj bi oni na mojem mestu naredili. Vsak predsednik je ob takih dogodkih postavljen v tisti nek, bom rekel, težak položaj, ne, in pač odreagira, kakor odreagira. No, če nočete komentirati sedanje predsednice državnega zbora, bi mogoče povlekli vzporednico mogoče z SMC in Gibanjem Svoboda. Bi rekli, ste si stranki podobni, obe sta, vsaj SMC na prvih volitvah, a ne, močno zmagali. Tudi stalno nenehno v medijih ugibajo, kdaj se bo Gibanju Svoboda zgodil scenarij SMC-ja, kjer so poslanci pravzaprav eden za drugim odhajali, poslanska skupina se je nekako razdelila, potem dokončno v zadnjem mandatu. Jaz mislim, da so te primerjave bazirane predvsem na javnomnenjskih raziskavah, ki so seveda relevantne in so nek pokazatelj dogajanja v politiki, v družbi, ampak vendarle stranki jaz ne bi primerjal, stranki sta nastali na drugačen način, okrog drugačnih osebnosti, ne nazadnje. Tudi sestava je bila pri nas, rekel, drugačna. Spomnim se, da smo delali kakšne teste ali podobno. V SMC je bilo takrat veliko profesorjev, morda je tudi to bila težava ali pa ne, ampak zagotovo pa težko primerjamo tudi zato, ker je Svoboda šele na polovici mandata in ima do konca mandata še nekaj časa, da določene stvari postori, pač tisto, kar je bilo obljubljenega. Res pa je, da se ta čas izteka, da ga je vse manj in da bo tudi koalicijsko usklajevanje verjetno napornejše zaradi tega, ker to nas učijo izkušnje iz preteklosti. Imate pa občutek, da vendarle lahko še uresničijo katero od obljub po reformah? Vse se da, če se hoče in če se ve, na kakšen način, ne. Zdaj, mogoče ena moja izkušnja, tudi pri ustanavljanju stranke je ta, da in ne nazadnje tudi iz članstva v SMC je ta, da pač na tej levi sredini stranke, ki nastanejo na novo, nimajo dodelanih programov. Pa ne mislim pri tem nekih volilnih obljub, vse te stranke imajo seveda volilne obljube, ki jih objavijo pred volitvami, manjka jim pa nek manifesto, neka ideološka podstat, ki bi jih približala temu, kar vidimo in na levici, oziroma bom rekel kar konkretno recimo pri stranki Levica ali pa na drugi strani pri stranki SDS. Sem prepričan, da nek poprečen državljan, ki koliko toliko spremlja politiko, če ga po noči zbudiš, pa ga vprašaš o nekem družbenem vprašanju, bo znal povedati, kako bi odreagirala Levica, kako bi odreagirala SDS. Za SMC konkretno pa verjamem, da je bila takrat, bom rekel, da je bilo veliko vprašanje za vsakega, kako bi odreagirali. Smo bili v tem smislu prav zaradi manjka tega programa in te neke ideološke podstati bistveno manj previdljivi. Stranki, pravzaprav, ko ste rekli, da jih ne gre primerjati, pa vendarle, kako pa gledate na to, da je v bistvu Gibanje Svoboda dobršen del kadrov, recimo nekdanje SMC, pa vendarle posvojilo, s tem mislim predvsem na strokovne kadre? Jaz mislim, da je težava slovenske politike tudi ta, da se sploh v zadnjem času velik del državnega zbora zamenja, veliko ljudi se zamenja, takšnih ljudi, ki se uvedejo v politiko ali pa v neka strokovna področja, ki jih zasedajo preko politike. In to pravzaprav pušča potem ene vrzeli v tej neki zgodovinski in izkustveni izkušnji na vsaki poziciji in verjamem, da to škodi nasploh Sloveniji, slovenski politiki navznoter in navzven. Če pogledamo sestave državnega zbora, predvsem bom govoril o tistem času, ko sem jaz sam bil v državnem zboru,
v državnem zboru vsakim volitvami pač pride veliko število novih poslancev. Od teh novih poslancev jih mogoče tretjina sledi in dobro dela, ne, sledi temu, kar se dogaja v politiki. Potem je tretjina takšnih, ki so recimo nekje na sredini, pa tretjina takšnih, ki pridejo pravzaprav samo glasovati. Ne. In to tako, kot jim rečejo, ne? Da v bistvu niti sami ne vedo. Dobro. To seveda vsaka stranka mora vzdrževati neko disciplino, zato da lahko mogoče grdo povedano trži pač tiste glasove, ki jih ima, da se lahko dogovarja tudi s koalicijskimi partnerji, po drugi strani pa je včasih neka pretirana partitokracija že škodljiva, ne? Ker pomeni, da se poslancem omejuje svoboda odločanja in pravzaprav glasujejo samo po navodilih vrha stranke. Čemu vi pripisujete te obrate za 180 stopinj pri različnih recimo predlogih ali pa ne vem, če rečemo davčna reforma bo, ne bo, ne vem, zdaj smo bili priča interventnemu zakonu o zdravstvu, ki zdaj ni več interventni, pa vmes od predloga se je tudi spremenilo kar precej pomembnih rešitev. V čem vidite ta problem? Ker recimo v SD so ta teden govorili, da bi radi, da bi se koalicija, preden grejo zadeve na vlado in potem v parlament, dogovorila, ne? Zdaj pa se, da niti strokovne rešitve niso tukaj v tej vladi, recimo, če dam konkreten primer za interventni zakon o zdravstvu, ne? Kaj pravzaprav bo noter in kakšne rešitve, na kakšen način bodo zapisane? V bistvu, ali to pomaganje programa, ali kaj, česa? Ne, da težko komentiram takšne zadeve, ampak si jih glede na to, na katero funkcijo sem imenovan, tudi ne želim komentirati, ker se preveč dotikajo dnevne politike. Lahko pa nasplošno povem, da pač ne glede na to, da prihaja do mogoče včasih do sprememb pri izvrševanju določenih politik, je pomembno, da vsak, ki je odgovoren za to, spremembo pač prepričljivo pojasni javnosti. Mislim, da spremembe same niso problematične, predvsem je treba javnosti pojasniti, zakaj je do njih prišlo. Dobro, pa če gremo zdaj k vaši bodoči funkciji. Rekli ste že, da bo eden od vaših glavnih izzivov v novi službi kadrovski. Videli smo kar precejšen odtok ljudi iz Državne volilne komisije. Je res, da boste za prve volitve za pomoč vprašali dosedanjega direktorja Dušana Vučka? O tem se jaz še nisem odločil. Seveda ob nastopu funkcije bom najprej opravil pogovore z vsemi zaposlenimi. Ugotovil bom, kakšna je klima v kolektivu, kaj je tisto, kar je že narejenega za evropske volitve in kaj je tistega, kar še moramo narediti. V okviru tega se bom odločil, ali se bom s komarkoli na kakšen način se bom pač z njim posvetoval. Ljudi, ki se spoznajo na volilni sistem in na volitve, ni prav veliko, ampak glejte, jaz mislim, da je potrebno najprej izhajati iz tega, kaj je potrebno v resnici, zato da se volitve opravijo na način, kot jim pritiče, in na drugi strani tudi kdo lahko sodeluje glede na dosedanje dogajanje v samem kolektivu. Ker Barbara ravno omenila gospoda Vučka, on je v intervjuju, ki ga je imela pred leti z njim, dejal, da bi po njegovem mnenju morali prepovedati poslanske prestope, ker so to v bistvu v druge poslanske skupine, ne? Ker je to prevara volivcev. Se strinjate s to njegovo izjavo, če se je on privoščil kot direktor službe, lahko tudi vi poveste kaj? Ne, jaz se ne strinjam s tem. Vam povem zakaj. Zaradi tega, ker sem vam rekel, tudi na lastni koži izkusil, kako je, če se vodstvo ne drži tistega, kar je dogovorjeno v stranki med poslanci. In jaz mislim, da lahko vsak poslanec odreagira na ta način, da tudi zapusti stranko. Moram pa tukaj dopolniti, on je govoril o tem, da izstopi med nepovezane, ne pa v druge poslanske skupine. Ja. Okay. Zdaj, prestopi v druge, to posebno razumem. Prestop v drugo poslansko skupino pa pomeni dejansko neka menjava programa.
Ampak verjetno se tega poslanci poslužujejo predvsem zaradi tega, ker pri prestopu v poslansko skupino uživajo določene, recimo temu komoditete, imajo možnost strokovnih sodelavcev in podobno, morda tudi biti člani določenih delovnih teles. Skratka, med nepovezanimi poslanci ni najlažje delati. Drugače, gospod Vučko prej so se sprejeli proračunski dokumenti, večkrat javno opozoril, da Državni volilni komisiji primanjkuje denarja za izvedbo evropskih volitev. Ste kaj pogledali te podatke, ker nekaj denarja dodatnega je bilo, ne, z amandmajem dodanega? Nekaj je bilo dodanega, koliko ga manjka, pa ta trenutek še ne vem. Predvsem je to seveda odvisno od samih stroškov, ki bodo predvideni za evropske volitve. Res pa je, da je tudi v zakonu o volitvah v Državni zbor, ki se lahko uporablja seveda tudi pri evropskih volitvah. Ne bom se zdaj čist iz glave spomnil, ali tudi v tem zakonu, ki se tiče evropskih volitev, to določeno, ampak vsekakor je uporabljivo. Določeno, da se šteje, da so sredstva v proračunu za vsake volitve zagotovljeno v smislu zakona o javnih financah. Tako da jaz mislim, da seveda prva pot, če teh sredstev ne bo dovolj, pa verjamem njegovim opozorilom, bo na vlado, bo na Ministrstvo za finance, kolikšen je pa ta manjko, bom pa seveda ugotovil šele v nadaljevanju. Pa verjetno je ta manjko odvisen tudi, ali bo hkrati z volitvami izveden še kakšen referendum. Znano je že, da je predsednik vlade Robert Golob nakazal tudi možnost referenduma o volilni zakonodaji. Recimo Pirati, mislim, da bi si želeli o NEK 2, drugem bloku. Bi bili sami temu naklonjeni? Samem referendumu ob obeh stvareh in ob evropskih volitvah. Poglejte, če bo takšna volja, jaz mislim, da je smotrno odločati na isti dan o večjih zadevah. Zaradi tega, ker vsake volitve so, recimo temu, precej drage, tudi vsak referendum, in tu je pač potrebno iskati neko pot racionalizaciji. Pa ne nazadnje, mogoče bo to prispevalo tudi večji volilni udeležbi. Na evropskih volitvah je ta nizka, ne, čemu pripisujete to dejstvo, da se ljudje ne zanimajo za evropske volitve? Ja, jaz mislim, da je glavni razlog ta, da se počutijo nekako odrinjeni od procesov odločanja v Evropskem parlamentu, na Evropski komisiji, in da imajo občutek, da se pač tudi z njihovim glasom ne da storiti kaj dosti. Ampak ta občutek vara, jaz mislim, da je pomembno, da ljudje in prisluhnejo vsem kandidatom in na podlagi tega oddajo svoj glas. Nenazadnje Evropska unija, kolikor se zdi, da ima zvezane roke v mednarodnem dogajanju, igra pomembno vlogo na mednarodnem parketu. Mogoče ne toliko sama, kolikor tudi skozi njene velike članice, zato ob vsem tem, kar se dogaja, ali na Bližnjem vzhodu, ali pa v Ukrajini, mislim, da si naredimo medvedjo uslugo, če ne gremo na evropske volitve. Z izjemo zadnjih volitev je bil trend padanja zaznan tudi pri parlamentarnih volitvah glede volilne udeležbe. Se vam zdi smiselno, da bi razmislili tudi nenazadnje morda o obvezni volilni udeležbi? Vlada je na spletni strani v zadnjem posvetu naredila neko spletno anketo, ta sicer ni reprezentativna, ampak zanimivi so odgovori. 51% za, 22% odvisno, kaj to pomeni. Jaz nisem zagovornik obveznih volitev. Seveda, če bi se politika odločila za takšen sistem, bi tudi to z zanimanjem spremljal, ampak zakaj nisem naklonjen temu? Zaradi tega, ker mislim, da je to od vsakega državljana pač svobodna volja, da se odloči, ali bo šel na volitve, ali pa bo svoj glas prezentiral na ta način, da se volitev ne bo udeležil. Jaz mislim, da med temi abstinenti obstajata dve veliki skupini. Ena skupina je pač tistih državljanov, ki jih politika absolutno ne zanima,
in ne vidim razloga, zakaj bi takšne silil, da gredo na volitve. Ne? Nazadnje so takšni morda še najlažja tarča raznih volilnih manipulacij. In na drugi strani so tisti, ki ne gredo na volitve zaradi tega, ker s tem izrazijo nek svoj protest proti aktualni politiki, in jaz mislim, da imajo to možnost in pravico, da to naredijo na ta način. To je podobno kot vzdržanje pri glasovanju, ne vem, parlamentov. Tudi vzdržanje pomeni svojevrsten protest, ker nisi zadovoljen s tistim, kar je pač na mizi. Tako da, če se bo pa politika odločila drugače, se pa pač bo. Drugače civilna družba ne napoveduje, da se bo spet angažirala pri tem, da bi se ljudje v večji meri udeležili volitev. Pa verjetno bomo imeli tudi mediji pri tem pomembno vlogo. Ja. No, jaz mislim, da je to lahko ena izmed nalog civilne družbe. Seveda na način, da spodbuja na objektiven način. Kaj hočete reči, da je takšna civilna družba neobjektivna? Ja, na način, da imajo pač vsi tisti, ki bodo kandidirali, enako možnost sodelovanja skozi, ne vem, ali panele ali pa na kakršenkoli način se bojo pač ta pravila civilne družbe pokazala, oziroma na kakršenkoli način se bo ta družba angažirala. Zdaj ste malo ukarali tudi civilno družbo, ne? Medijev pa ne. Ker drugače smo mediji, ne? Velikokrat krivi za kaj, čeprav samo poročamo in nastavljamo ogledalo. Mediji zagotovo igraste pri volitvah pomembno vlogo, ampak državljanke in državljani so danes, bom rekel, veliko pri računalnikih poiščejo svoje vire informacij, in verjetno, da se moramo vprašati bolj kot to, ali je posamezen medij objektiven, kje ljudje dejansko zbirajo informacije oziroma na kakšen način se da vplivati preko družbenih omrežij na njih in kakšen vpliv ima potem to tudi na volitve, kar se je pokazalo že v tujini. In mislim, da bo to izziv celo za prihodnost, ne? Sploh z razvojem umetne inteligence. Dobro, bomo na tem mestu nehali. Gospod Zorčič, midve se vam zahvaljujemo za to, da ste prišli v studio naše medijske hiše. Hvala za povabilo. Ker se bližajo prazniki, vam želimo, da jih lepo preživite in srečno in uspešno novo leto. Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, vam pa hvala za pozornost. Vidimo se čez teden dni.